Kje si Boki? Izvolim, sedi se. Hvala. Živijo ekipa, danes je z nami Boštjan Ahbar, bivši igralec, kateri ima za sabo evroligaško kariero in seveda NBA kariero. Danes se bomo malo pogovarjali z njim o košarki. Ti si igral v velikih klubih, kjer je bilo veliko gledalcev, pa bi te prosil, če lahko razložiš malo ljudem, kakšen feeling si imel, ko ti cela dvorana skandira oziroma navija za tebe, ker jaz vsem mislim osebno, da je to mogoče še celo najbolj pomemben del v tekmi, ko dobiš tisto pravo motivacijo strani navijačev. Ja, igrati pred polno dvorano ali pa pred prazno ali pa skoraj prazno dvorano, to sta dva športa, kot sem že rekel. Ja. To nima veze z enim drugim. Ta naboj, ki ga prinesejo navijači, sploh reprezentančni, recimo, je res nekaj posebnega, ta občutek, ko imaš res občutek, da cela država diha s tabo, to ni primerljivo nič s tem. Ampak vseeno, recimo, tudi če govorimo o klubski košarki, tako v ligi NBA, kjer je play-off tisti pravi in kjer se navijači v bistvu res dajo zraven in naredijo res pravo vzdušje, je super. V Evropi imam pa recimo izkušnjo iz Barcelone, igrati finale ACB lige proti Real Madridu in ko smo, mislim, da bo leta 2014 postali španski prvaki, videti ljudi, ki jokajo od sreče na tribunah, koliko jim to pomeni, je tisti nek poseben element. Se pravi, v bistvu tisoč pa več ljudi, ki dobesedno joka od sreče, da si postal prvak, je pa nekaj dati neko težo, prazna dvorana tega ne more nadomestiti nikakor. Ok, to si povedal zdaj zgodbo pred domačimi navijači. Kako je pa bilo, na primer, kontra, ko si igral v Real Madridu, ko cela dvorana navija proti tebi? Ja, vseeno je lepše, boljše videti polno dvorano tudi v gosteh, kot pa prazno dvorano. Čeprav jaz mislim, da možnosti, verjetno statistično gledano, so večje, da zmagaš, če ni tistih pritiskov. Ampak košarka brez navijačev ni ta prava stvar. Jasno, jaz sem tudi momente zelo težkih oziroma zelo bučnih navijačev. Pa ne samo v Španiji, ampak tudi v drugih državah. Kovanci so leteli, enkrat sem dobil en kozarc plastičnih piva v glavo in tako naprej. Ne bom omenil kje pa kaj pa kako, ampak ja. Ampak to naredi tisti pravi štimung. Jaz vedno rečem, ok, te pritiski so super in so v redu, vse dokler se ne gre čez neko mejo in se pride do nekega nasilja in teh stvari. Košarka se igra za navijače. Jaz sem vedno imel občutek, da nastopam za navijače, za ljudi in ja, pravi štimungi so samo polni dvorana. Ok, ne morem brez enega vprašanja, bila sva skupaj sicer kot gledalca tudi leta 2017 v Istanbulu. A si imel kje, v kjerkoli klubu ali pa kadarkoli v reprezentanci tako obisk navijačev, kot so prišli slovenski navijači v Istanbul, če se ne motim, jih je prišlo 7000, jih je prišlo v enem dnevu v Istanbul. Tista atmosfera je bila res, ne da se je opisati, enostavno to je treba doživeti. Pa me zanima, če si imel že ti pred tem kdaj kakšno tako izkušnjo? Ja, Poljska 2009 je bila podobna. Mislim, da je bila tekma oziroma polfinale pa finale Evropskega prvenstva, če se ne motim, bilo v Katovicah in je bilo zelo primerljivo. Mislim, kot da igramo doma, neverjetna spodbuda navijačev. Do zadnjih sekund takrat nam ni uspelo prinesti domov kolajne, ampak 2017 v bistvu je bila pa nadgradnja tega. Je bilo pa v bistvu še večja dvorana, še več navijačev. Konec koncev ekipa, ki je igrala fantastično in je res lepo videti, da imamo Slovenci mogoče poleg Litve, recimo, drugega skoraj ne poznam, najbolj številni navijači vedno v gosteh in to ogromno pomeni. Imeti to podporo je nekaj najboljšega. To se čuti na terenu. In to tudi daje igralcem neko dodatno obveznost, neko dodatno odgovornost in seveda tudi fantje, ki igrajo na terenu, so vedno praktično, ste vedno dejali maksimum vse. Absolutno. Mislim, igrati ali si na Poljskem, ali si v Istanbulu, recimo 2017, tekma začne, si nekje v neki čisto tuji državi, oziroma tekma se bo začela, si v tuji državi, pride pa na vrsto himna in v bistvu cela dvorana nekje v enem tujem mestu poje Zdravljico. To so pač posebni občutki.